Dober dan želim na novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob svetovnem dnevu srca in ob dnevu družinske hiperholesterolemije. Moje ime je Franc Zalar, sem podpredsednik društva in bom vodil današnjo konferenco. Naši sogovorci so pa kompletno vodstvo društva, če lahko tako rečem. In če še sebe zraven prištejem, smo potem predsednik in trije podpredsedniki, govorci na današnji konferenci. Uvodoma naj rečem, da ste že slišali, da konferenco snemamo. Tisti, ki ne boste oziroma ne bomo govorili, prosimo, če izklopite mikrofon, da ne bi motili. Če bi slučajno kdo ne želel, da se vidi njegov obraz na posnetku, naj pa tudi kamero izklopi. To tako mimogrede. Po konferenci bomo izdali sporočilo za javnosti, kjer bodo navedene glavne značilnosti oziroma glavna sporočila današnje konference. Svetovni dan srca obeležujemo že 25 let. Slovenija je bila ena prvih, oziroma Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki je pristopilo k tem pomembnem datumu. Nihče ni bil pred nami. Tisti, ki smo začetniki, obeležujemo letos 25-letnico in zato ima besedo predsednik primarij Matija Cevc. Ja, hvala lepa za besedo. In moram reči, da smo ponosni, da smo toliko časa že pridruženi svetovni skupnosti, ki obeležuje ta dan. Bi se spraševali, zakaj je to potrebno, se pravzaprav o srcu se ves čas govori, ampak žal je tako, da je še zmeraj pravzaprav so srčno-žilne bolezni eden od ključnih razlogov za umiranje prebivalcev. Tako je po zadnjih podatkih, te so iz leta 2022, v Sloveniji tistega leta umrlo kar 7120 ljudi zaradi bolezni obtočil. Kar je načeloma tam okrog 32% vseh smrti, ampak pri tem je treba upoštevati, da tega leta je bil še zelo pomemben vpliv na umrljivost covida. Naprimer, kar 15% je tistega leta bilo pripisanih smrti raznim infekcijskim boleznim, medtem ko v takih običajnih letih je tega manj kot 1%. Skratka, ta številka 32% je na nek način lažna, nižja. V prid tega govori tudi to, da je bilo tega leta tam okrog 150.000 obravnav v specialističnih kardioloških ambulantah, to je ogromno. In na bolniški je bilo skoraj 2000 oseb vsakodnevno zaradi teh bolezni. Skratka, dejansko je potrebno na te bolezni opozarjati, zaradi tega, ker vemo, da z primernim obnašanjem, delovanjem in nenazadnje tudi z pravočasno diagnostiko lahko mi bistveno izboljšamo te podatke, čeprav lahko rečem, da je Slovenija, kar se te umrljivosti in zbolevnosti tiče, še kar dobra. Ampak problemi imamo, veča se število prekomerno prehranjenih in debelih, v zvezi s tem tudi sladkorna bolezen. Mi pa vemo, da pri sladkorni bolezni pravzaprav je že sladkorna bolezen je praktično ekvivalent, enačaj je z aterosklerozo in dejansko sladkorni bolniki ne umirajo zaradi iztirjenja sladkorja, ampak zaradi srčno-žilnih bolezni. In torej moramo tudi na to misliti in zaradi tega je to pomembno, da se držimo teh preventivnih ukrepov, ki so splošno znani, kot je zdrava prehrana, gibanje, vse to. Ampak dostikrat pa pozabljamo na dva zelo pomembna dejavnika ogroženosti, ki sta pa vedno bolj prisotna v naši
družbi, ki je tako hektična, ki je vse nekam hiti. In sicer gre za stres in duševno zdravje. Gotovo ste že slišali za tako imenovani sindrom zlomljenega srca. To je tipična zadeva, ki je posledica ali hudega stresa ali pa hudega emocionalnega dogajanja. Gre za to, da tudi pri tej bolezni je slika zelo podobna kot pri srčnem infarktu, samo s to razliko, da žile, da ob tem dogodku ne pride do zamašitve žil, ampak pride do drugih sprem, morda so tudi kakšni spazmi, se pravi skrčenje teh koronarnih žil, ampak ni ateroskleroze. In to stanje, sindrom zlomljenega srca je silno nevaren in se neredko konča tudi s kakšnimi zelo zoprnimi zadevami, nenazadnje tudi kar smrtjo. Drugo, kar je pomembno, je pa, kot sem rekel, tudi razna možganska obolenja. Gre za to, da akutna nevrološka poškodba ima svoj odmev tudi na srcu. Neredko pride ob tem do motnje srčnega ritma ali pa srčnega popuščanja. Verjetno zato, ker vsi te dogodki ob takem akutnem nevrološkem dogodku povzročajo neko vnetje. Vnetje je pa znan pospeševalec ateroskleroze. Jasno, ob raznih takih dogodkih, kot so krvavice v možganih ali pa možganska kap, se to pozna tudi na našem načinu življenja. To je povezano s povečanjem telesne mase in nenazadnje tudi z motnjami spanja. Oboje tu pa sta seveda spet pomembna dejavnika tveganja za srčno-žilne bolezni. Nenavadno, ampak dejstvo je, da je tudi povezava med živčnim in prebavnim sistemom, kar lahko vodi v porušenje teh mikrobioma v črevesju. To pa spet, tudi to je dokazano, da sprememba mikrobioma, nezdrava sprememba mikrobioma ali pa dismetabolizem v tej povezavi s tem je neposredno povezan z negativnimi kardiovaskularnimi, pa tudi kognitivnimi učinki. Skratka, vidimo, kako je vsa ta stvar prepletena in to je tisto, za česar danes govorimo, da je treba pri vsaki bolezni pristopati celovito ali holistično, da se malo bolj moderno izrazim. Jasno je, da slabo zdravje srca vpliva na kognitivno zdravje in nasprotno. Te povezave so zmeraj zelo, zelo tesne. Pri tem pa vemo, da že zmerna vsakodnevna telesna dejavnost izboljša kvaliteto spanja. Pod kvaliteto spanja se šteje po eni strani nespečnost, po drugi strani pa tudi spanje tako, ki se prekinja, ki je nemirno. To je vse nekvalitetno spanje, to pa vodi v depresije in v srčno-žilne bolezni. Vemo, da telesna dejavnost izboljša počutje, boljše obvladamo stres, če smo redno telesno aktivni in nenazadnje, jasno, redna telesna dejavnost porablja energijo, kar pomeni, da lahko s tako dejavnostjo tudi bolje obvladamo prekomerno prehranjenost ali pa debelost. Seveda debelosti in prekomerne prehranjenosti brez nezdravega prehranjevanja ne gre. Vsi poznamo te klasične nasvete, kakšna naj bo struktura te prehrane. Žal pa zelo pozabljamo še na en izredno pomemben dejavnik, in sicer to, da hitro prehranjevanje, to ne mislim tisti junk food ali hitra prehrana, ampak če nekdo zelo hitro je, to dejansko pospešuje debelost in tudi srčno-žilne bolezni. Zaradi tega si je treba za prehranjevanje vzeti čas in imamo pravzaprav tukaj ta cel spekter teh nefarmakoloških ukrepov. Se pravi, redna telesna dejavnost, zdrava prehrana in pa seveda tudi kadilstvo, to so temelji preprečevanja srčno-žilnih bolezni,
temelji preprečevanja debelosti, temelji preprečevanja iz vsega tega izhajajoče sladkorne bolezni in nikakor ne smemo na to pozabiti. Toliko samo za povedati. Hvala. Hvala lepa. Čas za vprašanja bo potem na koncu, ko bomo vse tri uvodničare poslušali, tako da besedo dajem dr. Tjaši Vižintin, naši podpredsednici iz Zdravstvenega doma Domžale. Izvolite. Ja, dober dan vsem. Hvala lepa tudi za omogočanje, da sodelujem pri tej konferenci. Moja naloga danes, jaz sem zaposlena kot zdravnica kardiologinja, je predvsem, da nekaj besed več povem o srčnem popuščanju kot eni zelo pogosti srčno-žilni bolezni, o kateri smo tudi v sklopu društva, kot je povedal že primarij Cevc, v zadnjih letih mnogo govorili. Danes morda nekaj več podatkov, tisto, kar je novost, in pa nekaj več o tem, kako se povezujejo z boleznimi drugih organov v telesu. Srčno popuščanje je kronična bolezen, ki v bistvu prizadene okrog 4% prebivalstva, nad 65 let pa kar 11% ljudi. To je bolezen, ki v bistvu, oziroma nastopi srčno popuščanje takrat, ko srce opeša na tak način, da v bistvu ne more več zadostiti potrebam organizma s tem črpanjem krvi. Opeša lahko na dva načina, lahko opeša kot črpalka, se pravi, da se slabo krči, hkrati je pa druga zelo pogost način srčnega popuščanja oziroma pešanja srca je pa ta, da se slabše razteza. To je verjetno še pogostejši način oziroma oblika srčnega popuščanja kot pa tisto, kjer se dejansko srce slabo krči. V vsakem primeru je pa to bolezen, ki je pomembna, ki je pogosta in je zelo dobro, da jo prepoznamo zgodaj, ker jo lahko zelo učinkovito tudi zdravimo. Znaki in simptomi, oziroma težave, ki jih ljudje imajo takrat ob srčnem popuščanju, so zelo različni, ampak nekako skupni imenovalec je verjetno sapa pri naporu, se pravi, naporov ne zmoremo več tako dobro kot prej. Lahko otekamo, predvsem lahko otekamo v noge, lahko smo strašno utrujeni, slabo zmogljivi, v ležečem položaju lahko težko dihamo oziroma si moramo podstavljati blazine po noči, da lažje dihamo. Ti znaki so sicer ne povsem specifični, lahko so prisotni tudi pri drugih boleznih, ampak vedno, ko se pojavijo, je treba pomisliti tudi na srčno popuščanje. Kako diagnozo postavimo? Kot rečeno, pomagamo si z že omenjenimi težavami, ki jih bolniki navedejo, ko pridejo na pregled. Potem je potrebna še slikovna preiskava, ki nam predvsem pokaže, ali gre za to okvaro srčne mišice v smislu slabega krčenja ali slabega raztezanja, in pa morda tudi, ali so dodatno še kakšne okvare na srcu, ki so lahko v to bolezen privedle. Preiskava, ki nam v zadnjih letih mnogo pomaga pri tem, je pa tudi laboratorijska preiskava, ki ji rečemo NT-proBNP. To je en laboratorijski označevalec, ki se sprošča iz celic srčne mišice takrat, ko je srce pod stresom, se pravi takrat, ko v narekovajih rečemo, se ne počuti dobro oziroma ima težave. To je zelo enostavna preiskava, ki jo določimo iz vzorca krvi, in tisto, kar je v letošnjem letu novo, je to, da je postala bistveno širše dostopna, kot je bila prej. Od letošnjega leta dalje je v naboru preiskav, ki jih lahko naroči tudi izbrani osebni zdravnik, za kar pričakujemo, da bo dejansko dvignilo, v bistvu omogočilo diagnozo več bolnikom prej kot do zdaj, če bodo seveda izbrani zdravniki oziroma osebni zdravniki tudi na to mislili, o tem se zdaj veliko govori tudi znotraj zdravniških krogov, želimo spodbujati določanje proBNP, kadar mislimo na srčno popuščanje, zato da diagnozo pospešimo. Prav pa je, da smo tudi oziroma da so tudi laiki, da se tega zavedajo, da obstaja laboratorijska preiskava, ki nam lahko pomaga izključiti oziroma potrditi diagnozo oziroma nam pri diagnozi pomaga. Srčno popuščanje, kot vemo tudi, je bolezen, ki ima relativno veliko umrljivost, še posebno v napredovalih stadijih, pa tudi pri ostalih ljudeh, kjer ta bolezen še ni tako napredovala, je letna smrtnost kar 8%.
oziroma letna umrljivost. Pomembno je tudi vedeti, da je ogromno hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja v Sloveniji, ocenjujemo, da okrog 6.000 vsako leto. Tako da vsakič, za vsa srčna popuščanja, ki jih uspemo preprečiti oziroma jih tako dobro zdraviti, da do bolnišničnega zdravljenja sploh ne pridejo, smo dosegli veliko. Srčno popuščanje, poleg tega, da je tudi veliko breme, za zdravstveni sistem, je tudi bolezen, ki pomembno zmanjša kvaliteto življenja posameznika. Če si predstavljamo, da ne zmoremo napora, da mogoče v prvo nadstropje po stopnicah že težko dihamo, da nam otekajo noge, da ponoči ne spimo, ker težko dihamo, to dejansko ni kvalitetno življenje. In še to je pomembno, da srčno popuščanje kot tako vodi tudi do okvar drugih organov. Namreč srce seveda ni izoliran organ, je povezan z vsemi ostalimi. Predvsem pogosto vidimo bolezni, oziroma da se ob srčnem popuščanju poslabša tudi funkcija ledvic, predvsem zato, ker je zaradi opešanega srca moten tudi pretok skozi ledvice, s tem pa tudi delovanje ledvic. Pri zelo napredovalnem srčnem popuščanju lahko zaradi zastajanja tekočine pride tudi do okvar jeter in tako naprej. Tako da s tem, da zdravimo srčno popuščanje, varujemo tudi druge organe, to je tudi treba vedeti. Zakaj tako zelo poudarjamo to zgodnjo diagnozo, zgodnje zdravljenje in ustrezno zdravljenje srčnega popuščanja? Predvsem zato, ker imamo v zadnjih letih na voljo zdravila, ki pomembno vplivajo na prognozo bolnikov s srčnim popuščanjem. Rečemo jim SGLT2 zaviralci, to je v bistvu kratica, ki nam pove, na kakšen način ta zdravila delujejo. Delujejo v bistvu v ledvicah, ampak imajo ugodne učinke tudi na srce. Ta zdravila so bila v osnovi razvita za zdravljenje sladkorne bolezni, potem se je pa v naknadnih raziskavah pokazalo, da izjemno ugodno vplivajo tudi na srce, predvsem preprečujejo poslabšanje srčnega popuščanja in upočasnjujejo napredovanje srčnega popuščanja. Zato so ta zdravila in to je veljalo tako za tiste ljudi, ki so imeli hkrati sladkorno bolezen, in tudi za tiste, ki sladkorne bolezni nimajo. Tako da je potem to zdravilo iz sfere samo sladkorne bolezni prišlo tudi v kardiologijo in pa tudi v nefrologijo, ker se je pokazalo med drugim tudi, da pri ljudeh, ki imajo ledvično bolezen, ugodno vpliva tudi na upočasnjevanje ledvične bolezni. Tako da imamo eno zdravilo, ki dejansko deluje na 3 organe, oziroma ga predpisujemo ljudem z vsemi 3 boleznimi ali pa morda tudi, ali pa samo vsaj eno od teh, kadar je to indicirano. Kot veste, verjetno že, tudi v okviru društva in širše, je v zadnjih letih bilo veliko naporov usmerjenih v ozaveščanje prebivalstva o srčnem popuščanju, ker v bistvu je vedno posameznik tisti, ki mora poiskati zdravniško pomoč, da lahko potem diagnostiko sploh speljemo. Pomembno je zato, da se zavedajo, da se posamezniki zavedajo, kakšni so simptomi in znaki srčnega popuščanja, da tega morda ne pripišejo samo starosti in pač upadu zmogljivosti zaradi starosti, ampak da dejansko se s svojim osebnim zdravnikom pogovorijo in da če ta meni, da je potrebno nadaljnjo diagnostiko izvajati, da to tudi opravljajo. Zdaj, še posebej je to pomembno za tiste ljudi, ki imajo že odprej bolezni, ki bolj verjetno pripeljejo v srčno popuščanje. To je pa predvsem arterijska hipertenzija, se pravi povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, namreč bolniki s sladkorno boleznijo imajo kar vsaj 30% jih ima koronarno bolezen hkrati, in poleg tega imajo tudi zelo veliko tveganje za srčno popuščanje kot tako. Potem tudi bolniki, ki imajo koronarno bolezen, ki so morda že utrpeli srčni infarkt, in pa tudi tisti s prekomerno telesno težo so zelo ogroženi za razvoj srčnega popuščanja. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Samo spomnil bi vas rad, da seveda v chat lahko napišete vprašanje, sicer pa vprašanja boste postavljali potem, ko svoje pove še dr. Uroš Grošelj iz pediatrične klinike. Njegova tema, to sem že povedal, je družinska hiperholesterolemija in jutri obeležujemo svetovni dan te bolezni. Izvolite, dr. Grošelj.
Hvala lepa za tale uvod. Jaz bi se najprej vsem zahvalil za interes, da ste se udeležili te v bistvu tiskovne konference, ki letos, se pravi, združeno obeležujemo Svetovni dan srca, ki bo 29.9. in pa Svetovni dan družinske hiperholesterolemije, ki bo jutri, se pravi 24.9., tako kot vsako leto. Zdaj, jaz nekako ene stvari bom ponovil, tiste, ki jih povemo vsako leto, ampak še vedno je pomembno, a ne, da jih večkrat slišite, zato ker, se pravi, tukaj gre za v bistvu, se pravi, družinska hiperholesterolemija je najpogostejša dedna, se pravi, bolezen oziroma stanje, ki je povezano z povišanim holesterolom in hkrati najpogostejša dedna motnja pri človeku, ki ogroža življenje. Se pravi, v Sloveniji je skupaj za družinsko hiperholesterolemijo prizadetih tako za eno manjše mestece, se pravi skupaj okoli 7.000 oseb. Večina, a ne, se tega v bistvu ne zaveda, ali morda se nekako bežno zaveda tega, da ima povišen holesterol ali pa da ima zelo povišen holesterol, nekako ne zaveda se pa tega, da ima dedno presnovno motnjo. Dedna presnovna motnja v tem primeru je taka, da ima poleg te osebe enako motnjo tudi polovica otrok te osebe v povprečju in pa polovica, recimo, sorojencev in pa eden od staršev. Se pravi, tukaj dejansko govorimo o presnovni motnji, ki prizadene celo družino. Iz tega vidika je še toliko bolj pomembno, da jo v bistvu dovolj zgodaj in dovolj zanesljivo prepoznavamo. Vkolikor je neprepoznana in nezdravljena, se pravi pri osebah, ki nikoli niso zdravljeni za to motnjo, ta motnja pomembno skrajša življenjsko dobo take osebe v povprečju. To pomeni, v povprečju je po eni analizi naj bi šlo nekako za 16 let skrajšanja življenja, vkolikor je motnja neprepoznana, nezdravljena, kar vidimo, da je lahko kar veliko breme za tako družino. Mislim, niti niso to redke situacije, da taka motnja prizadene lahko tudi z nekimi zapleti osebe v najbolj aktivnih, vitalnih letih življenja. To so zlasti to povišano tveganje za srčno-žilne zaplete, je relativno najbolj povečano glede na zdravo populacijo pri mladih odraslih. To pomeni, to so lahko na videz povsem, ta motnja se navzven ne vidi ali pa tudi mogoče ne toliko jasno vidi, lahko, če smo zelo pozorni na določene znake, kot so take kolekcije maščob v podkožju, lahko so take kakšne te ksantomi, to pomeni zlasti na teh pregibih, recimo rok, pete, na kolenih so lahko kakšne take kolekcije manjše maščob ali pa recimo v predelu vek, to včasih vidimo. Ampak na to moramo biti pozorni, tudi zdravniki je fajn, da so na to pozorni. Se pa sicer ne vidi, lahko taka oseba tega ne čuti, nič ne boli ta motnja, in zato včasih je lahko prvi znak te bolezni lahko tudi že v narekovajih zadnji, se pravi lahko taka, to pomeni, lahko gre tudi za usoden srčno-žilni infarkt recimo ali pa dogodek, se pravi pogosteje nekako se to opozarjanje začne na manj dramatičen način. Vseeno je pa zelo pomembno, tisto, kar pa je pomembno, da če je ta motnja dovolj zgodaj prepoznana, se pravi idealno v otroški dobi, in če je dovolj učinkovito, dovolj dosledno zdravljena, lahko preprečimo zaplete. To pomeni, ob zgodnjem zdravljenju, ob učinkovitem, rednem zdravljenju lahko praktično tveganje za zaplete približamo normalni zdravi populaciji. Se pravi, zdravilo je pa tudi v bistvu dovolj poceni, učinkovito, razumno, varno, tako da tukaj imamo v resnici vse sestavine za nek uspešen izhod, samo moramo biti na to zares pozorni. V Sloveniji imamo to prednost, da v bistvu imamo ta učinkovit presejalni program v pediatrični dobi, pri 5 letih, in potem, se pravi, vsaj v teoriji naj bi veliko večino teh otrok, tudi v praksi lahko potrdimo, glede na številke, ki jih imamo, veliko večino teh otrok s to motnjo prepoznamo zgodaj in potem po potrditvi diagnoze tudi pri starših, se pravi pri tistem od staršev, ki ima povišen holesterol, glede na to, da se deduje, da ima polovica, da ima eden od obeh staršev enako motnjo, vkolikor potrdimo genetsko motnjo mi sami, je to eden od staršev, in s tem lahko tudi še
dovolj zgodaj, recimo tazga starša, vsaj za silo, no, prepoznamo in svetujemo zdravljenje. Se pravi, tukaj je sporočilo, a ne tako laični javnosti kot mogoče drugim zdravnikom, a ne, da ne podcenjujejo zlasti teh izrazitejših odstopov v nivoju povišanja holesterola, ne, da se v takem primeru mogoče obrnejo na svojega zdravnika, mogoče poiščejo pomoč pri društvu za srce, a ne, in pomembno je, da tisti res, ki morajo biti ustrezno obravnavani, zdravljeni, da tudi so obravnavani na ta način. No, to bi bilo mogoče moje glavno sporočilo za letos. Hvala vsem trem govorcem oziroma govorcama in govorki. Jaz bi rad ob tej priložnosti povedal, da bo društvo pripravlja kar veliko raznih dogodkov in prireditev ob svetovnem dnevu srca. Osrednja bo to soboto na Prešernovem trgu v Ljubljani, tradicionalno. Prireditve bodo tudi po naših podružnicah po Sloveniji. Zaključili bomo pa vse skupaj z vsem slovenskim druženjem članic in članov našega društva letos v Sežani v začetku oktobra. K temu, kar je dr. Grošelj povedal, bi jaz rad dodal samo to, da po svoji funkciji malo hodim tudi po Evropi na te mednarodna srečanja in moram povedati, da so naši kolegi, če lahko tako rečem, iz podobnih organizacij, kot je naše društvo, kar malo zavidni Sloveniji. Pogosto poudarjajo, da je slovenski program družinske hiperholesterolemije za vzgled in celo sprašujejo, če lahko navežejo stike z našimi odgovornimi ljudmi. Tako da ta program velja izkoristiti, veste. Kljub temu, da je program pogosto za primer postavljen v mednarodnih krogih, seveda si ne domišljamo, da že vse vemo in predvsem, da vemo za vsakega, ki je s tem obremenjen. Daleč od tega. Kot je rekel dr. Grošelj, še veliko je takih, ki so neodkriti in tudi ne vedo, v čem je njihova težava. Pa še en komentar. Dr. Vižintinova je prej govorila o ProBNP testu, kar je novost, o tem smo tudi že govorili. Ta ProBNP test je zdaj dostopen tudi v naši posvetovalnici. To je tudi velika pridobitev za vse. Seveda, poiščete kontakt ali spletni ali telefonski, kakorkoli že, se naročite in to zelo hitro potem ta ProBNP test, še enkrat, da ne bo kdo zamešal, ker sta dve bolezni, pa je seveda povezan s srčnim popuščanjem. Zdaj pa tako, mi smo, ne vse, ampak kar svoje povedali, ne veliko. Beseda je vaša. Imate kakšno vprašanje, komentar? Prav dolgo se ne bomo gledali. Bilo je jasno povedano, sporočilo za javnosti bomo objavili zelo kmalu, takoj, ko bomo ga skompletirali po vsem tem, kar so naši trije soborci povedali. Objavljeno bo tudi na naših medijih, spletni strani, Facebooku in tako naprej, tam, kjer to objavljamo. Dobili ga boste vsi, ki ste dobili povabilo na to našo konferenco. Tako da mislim, da bo kar hitro dostopno to sporočilo za javnosti po konferenci. Še zadnje vprašanje, ali bi mogoče govorci želeli kakšno zaključno misel dodati? Ne. Potem bomo tole našo konferenco zaključili z zahvalo vsem govorcem, z zahvalo
vsem, ki ste tu bili prisotni, vsem, ki boste na tak ali drugačen način prispevali k temu, da se poslanstvo Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije širi med prebivalce Slovenije. Jaz bi rad tudi ob tej priložnosti spomnil, da številne raziskave kažejo, da tisti ljudje, ki so člani takih organizacij, kot smo mi, bolje skrbijo za svoje zdravje kot tisti, ki niso. Torej, naš poziv je, včlanimo se v ne samo naše društvo, čim več nevladnih organizacij, ki pomagajo ozaveščati. In še nekaj je tudi res. Raziskave kažejo tudi to, da tiste države, ki imajo take asociacije, kot smo mi, torej vse jih nimajo še evropske, dosegajo na področju preventive bolezni srca in ožilja boljše rezultate kot tiste, ki jih nimajo. Stvar je, rekel, spodbudna in zelo jasna. Hvala vsem torej, ki nam pomagate širiti, ozaveščati ljudi. Vabimo vas na Prešernov trg in na druge prireditve. Najdli si boste program na naših spletnih straneh. Hvala in nasvidenje ob eni od prihodnjih priložnosti. Nasvidenje. 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 Videnje, ja.